Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Evangelij 7. velikonočne nedelje nas uvede v zelo oseben in globok trenutek. Jezus moli. Ne govori množicam, ne dela čudežev, ampak se obrne k svojemu očetu. In to tik pred svojim trpljenjem in smrtjo na križu. Začne z besedami: Oče, prišla je ura. Če smo kdaj brali evangelij bolj pozorno, vemo, da Jezus večkrat govori o tej svoji uri. Tudi na svadbi v Kani Galilejski, ko ga njegova mati Marija prosi, naj pomaga mladoporočencema, ki jima je zmanjkalo vina, odgovori: Moja ura še ni prišla. In vendar Jezus pomaga. S tem daje ljudem vedeti, prava, odločilna ura šele prihaja. In zdaj v današnjem evangeliju pravi: prišla je. Kaj pomeni ta ura? To ni ura na roki ali na steni. To je ura njegovega križa in njegovega vstajenja od mrtvih. To je ura, ko se njegova ljubezen razodene do konca. Tudi mi imamo svojo uro. Morda ne tako veliko kot Jezusova, ampak zelo resnično. To so trenutki, ko se moramo odločiti. Ali bom odpustil ali bom zameril. Ali bom pomagal ali se obrnil stran. Ali bom povedal resnico ali raje izbral laž. Ali bom vztrajal ali obupal. Ali bom vero ohranil ali jo zavrgel. Ali bom še ostal duhovnik ali ne. Ali boš ostal zvest svoji ženi oziroma žena svojemu možu, ali pa že podpisuješ ločitveni list. To so naši vsakdanji trenutki, kjer se pokaže, kakšni ljudje smo. In prav te svoje ure lahko živimo z Jezusovo uro. Jezus v molitvi nadaljuje: Poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe. Morda se sliši zapleteno, ampak pomeni nekaj zelo preprostega. Jezus želi, da bi se po njegovem življenju videlo, kakšen je Bog. Ali so po našem življenju lahko vidi, kdo in kakšen je Jezus. Dovolj je prijazna beseda, nasmeh, pomoč nekomu, ki jo potrebuje. To so majhne stvari, a imajo Jezusov obraz. Jezus nas je sprejel za dar, ki mu ga je Oče namenil. Nismo naključje, smo hoteni in zato ljubljeni. Zato Jezus tudi v nebesi skrbi za nas. Še več, Jezus tudi danes moli za nas. Jezus, poveličan pri Očetu, se nas spominja naše skrbi, naših odnosov, naših težav. Kolikokrat si mislimo, nihče me ne razume, nihče ne vidi mojega truda. Toda Jezus ga vidi. Jezus moli za nas. Moralo bi nas močno pretresti, ko Jezus o nas pravi Očetu: Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Kaj to pomeni za danes? Pomeni, da živimo v svetu, ampak ne živimo po njegovih pravilih. Svet pogosto pravi: Glej nase, poskrbi samo zase. Pomembno je, da zmagaš, pa čeprav na račun drugih. Jezus pa uči drugače. Glej tudi na druge. Deli, kar imaš. Ne vračaj hudega s hudim. To ni vedno lahko. Včasih pomeni, da si drugačen, da te kdo ne razume. Ampak prav to je naša pot. In potem Jezus v svoji molitvi izreče eno najlepših in hkrati najtežjih prošenj: da bi bili eno. Svet je poln delitev, v družinah, v družbi, med narodi, celo med cerkvami. Včasih se spričkamo zaradi malenkosti, včasih hitro sodimo druge, včasih ne znamo narediti prvega koraka k spravi. Ampak enost se ne zgodi samo od sebe. Treba jo je graditi in negovati.
vsak dan z majhnimi koraki. Da poslušam, ne da takoj prekinem, da ne govorim slabo o drugih, da znam reči oprosti, da znam sprejeti drugačnost. To so preproste stvari, ampak prav iz njih raste enost. Današnja nedelja nas spominja tudi na sredstva družbenega obveščanja. Vsi smo del tega sveta. Ne samo novinarji, tudi mi, ki uporabljamo telefone, družbena omrežja, ko komentiramo, delimo novice. In tukaj se moramo postaviti iskreno vprašanje, kaj jaz prispevam? Ali s svojimi besedami gradim ali rušim? Ali širim resnico ali dvome in celo lažne govorice? Ali prenašam mir ali razburjenje? Zelo hitro lahko napišemo ali povemo nekaj, kar nekoga prizadene. Zelo hitro lahko delimo nekaj, kar ni res. In zelo težko je potem to popraviti. Po drugi strani pa lahko naredimo veliko dobrega. Spodbudna beseda, iskrena pohvala, deljenje nečesa lepega in dobrega. Sredstva družbenega obveščanja imajo velik vpliv. Lahko povezujejo ljudi ali pa jih razdvajajo. In prihodnost sveta je odvisna tudi od tega, kakšno besedo širimo. Imamo veliko odgovornost, da smo ljudje resnice, spoštovanja in miru. Jezus za nas prosi svojega očeta. Ohrani jih v svojem imenu. To pomeni, ohrani jih, da ne zaidejo, da ne obupajo, da ostanejo povezani s teboj. Jezusova ura je ura ljubezni do konca. Naše ure so vsakdanji trenutki, ko lahko to ljubezen živimo in jo udejanjamo. Naj po nas ta svet postane vsaj malo bolj povezan, bolj človeški in bolj božji. Blagodejno in mirno uro Gospodovega dne vsem želim.